Poletje se je prevesilo v drugo polovico in tudi tisti, ki ste že dopustovali, si še lahko privoščite kakšen podaljšan vikend. In to kar doma, v kampu na primer. V Sloveniji lahko izbirate med 77 kampi, od tistih butičnih do velikih kampov z dolgo tradicijo. Pregledali smo cene in ponudbo v nekaterih kampih in ugotovili, da se od kampa do kampa oboje precej razlikuje. Najprej skok na slovensko obalo, kjer lahko turisti izbirajo med 6 kampi ob morju in 4 v zaledju oziroma na Krasu. Večina kampov ob morju vam ponuja razkošje 3 zvezdic, eno manj ima kamp Belvedere nad Izolo, eno več pa ankaranski kamp Adria. Tudi cena je v slednjem malenkost višja, v njo pa je med drugim vključeno kopanje v bazenu, ki je glede na bližino Koprske luke precej dobrodošlo. Bazen je na razpolago tudi gostom kampa Belvedere, kjer lahko gostijo 500 ljudi, ki pa svojega prostora pod soncem ne morejo naprej rezervirati. Tema bazen imamo, restauracija, poleti imamo souvenir shop, imamo majhen mini market, mini busek, ki vozi do plaže, vsako uro približno. Zimo so izkoristili za vgraditev sanitarnih prostorov. To lik zdaj končujemo, tole bo potem na kartice bojo gosti lahko hodili na tuš pa WC, bo tudi bolj za njih, bolj čisto urejeno, ker je zdaj pa prav vse odprto in dosti sprehajalcev je tudi koristil naša sanitarija in tako naprej. V sosednjem Strunjanu je obiskovalcem na voljo brezplačen internet. V Luciji pa bodo o plačilu seveda po zimi pazili na vašo prikolico. Če boste le to postavili ob morju, boste za razgled plačali dodatna 2 evra. Sicer pa cen letos v kampu niso dvigovali, so se pa lotili delne prenove kampa, ki bo zaključena v teh dneh. Začeli smo z prenovo vhoda v kamp, ker bomo uredili prostore za avtodome in prikolice. Delno smo obnovili sanitarije na plaži, pa samo kopališko ploščad. Naredili smo novo otroško igrišče, naredili smo novo kopalnico za male živali. In cene v času glavne turistične sezone. Za dan oddiha na morju boste plačali okoli 10 evrov, za otroke povsod velja popust ali pa je njihovo bivanje celo brezplačno. Za elektriko boste dodatno plačali dobre 3 do 4 evre. Nekateri kampi ponujajo tudi možnost najema prikolice ali mobilne hišice. Tisti, ki jih bolj kot na morje vleče v gore, imajo še posebej pestro izbiro. Odločajo se lahko med skoraj 30 kampi, večina se jih nahaja v bližini jezer ali rek, ki poleg osvežitve ponujajo tudi možnost za rekreacijo od raftinga do ribolova. Ob Smaragdni Soči med drugim najdete prvi slovenski ekokamp Adrenalinček, ki je, kot se za kamp v osrčju Triglavskega narodnega parka spodobi, zgrajen le iz naravnih materialov, vso energijo zagotovi sonce, voda pa služi kot hladilnik. Ekokamp najdete tudi v Kranjski gori, kjer lahko med drugim uživate v pogledu na severne jelene in arabske konje. V skladu z načeli trajnostnega razvoja se razvija eden od 2 gorskih kampov, ki se ponašata s 5 zvezdicami. Mi bomo goste motivirali s sporočili z nalepkami, ki bodo spodbujale k bolj varčni rabi energije in vode. Potem bomo organizirali oziroma pripravili cono brez avtomobilov, kjer bojo se gosti zavedali, da v času svojega bivanja ne bojo uporabljali svojega avta in bojo ključe svojega avta deponirali v recepciji. Na ta račun bomo mi nagradili z posebnim popustom, poseben popust za mobilnost in noter bomo seveda vključili tudi kolesarje in pešce, da bojo pri nas ugodnejše bivali. Sicer pa je blejski kamp prvi uvedel tudi tako imenovani glamping ali glamurozni kemping. Gostje tako lahko bivajo v malih kožaricah, nekatere pa imajo ob sebi še leseno zunanjo kad z ogrevanjem na drva. Če pa se vrnemo k spanju v šotorih, se cene kampiranja v gorskih kampih gibljejo med 8 in 13 evri. Najdražji so tisti z več zvezdicami, ni pa pravilo, da so najcenejši tisti najnižje kategorije. Skoraj bolj kot cene šotorjenja se razlikujejo cene elektrike, ki segajo od 2,5 do 5 evrov, nekateri kampi pa električne energije sploh nimajo. In še skok med Slovenci zelo priljubljene zdraviliške kampe. Glavna atrakcija vseh so zagotovo bazenski kompleksi s termalno vodo, tobogani, animacijami in še čim. V termah Čatež lahko na primer najamete plavajočo hišico ali indijanski šotor. V Dolenjskih Toplicah vam brezplačno posodijo skuter.
V Termah 3000 je v ceno vključeno tudi savnanje, v Sončnem gaju v Banovcih pa na svoj račun pridejo tudi nudisti. V Podčetrtku pa lahko greste na safari. To je tako imenovani Aqua Safari v letošnji sezoni, saj imamo v Aqualuni preko 100 živali, preko 100 džungelskih živali, katere se bodo lahko ogledali. Cene bivanja v zdraviliških kampih so nekoliko dražje, saj obiskovalec ob nočitvi plača še ceno kopalne karte. Za dan v kampu boste tako odšteli od dobrih 13 do 23 evrov. Za otroke do 4., 5. ali 6. leta pa bo bivanje brezplačno tudi v teh kampih. Za konec pa smo pogledali še na eno priljubljeno počitniško destinacijo, sosednjo Hrvaško. Tam so cene bivanja nižje, je pa za razliko od slovenskih kampov poleg nočitev treba plačati tudi najem parcele, kar so stvar seveda nekoliko podraži. In še kampiranje na otokih je praviloma dražje kot tisto na kopnem. Za pregled smo naključno izbrali le del kampov, saj bi za celoten pregled rabili več časa, kot ga imamo na voljo v oddaji. Cene vseh slovenskih kampov in tistih v sosednjih državah lahko preverite kar sami, in sicer na spletni strani www.autokampi.si, ki jo redno dopolnjujejo z aktualnimi podatki. Naslednjice bomo odpravili v bioterme Mala Nedela, še